Vita živjo, dobrodošli nazaj v naših novih epizodah, kako upeljevati Vitas Energy vaje v vaš vsakdan. Z vami bom Mojca Ribič in seveda vas vabim k ogledu nove epizode. Danes zopet super ideja, katera vam bo razširila vaša obzorja. Takole, danes bomo zopet dihali. Ja, jaz pač ne morem iz svojega dihanja s celim telesom, ker je res tako zelo pomembno, ampak ta dihanje bomo danes pogledali malce drugače. Okay? Torej, zadihali bomo s celim telesom in danes bomo naredili en test. Kaj pa zdaj to pomeni? En test, in sicer dihalni test. Pa naj vam najprej razložim. Kot vemo, vdih. Kaj pomeni vdih? Vdih predstavlja sprejemanje. Ne? In izdih, kaj predstavlja? Ja, da nekaj daš. Okay? Torej, ko vdihnemo, sprejemamo in ko izdihnemo, nekaj damo. Tako je nekako uprizorjeno dihanje. In zdaj pa naš test. Naredili bomo test. In sicer, koliko časa vaš vdih traja, toliko v bistvu vi lahko sprejmete. In toliko časa, kot vaš izdih traja, toliko vi dajete. Kaj zdaj s tem jaz hočem povedati? To vzamite metaforično, prosim. To ni zdaj, bom rekla, dobesedno, ampak vzamite metaforično. Če je moj vdih krajši kot izdih, potem sem oseba, ki več dajem, kakor sprejemam. Okay? In če je moj izdih krajši kot vdih, potem pa več prejemam in manj dajem. Okay? In ta naša vaja oziroma naše dihanje je super vaja, da lahko izpostavimo ravnovesje med dajanjem in sprejemanjem. Okay? Tako da zdaj bomo naredili en test, da pri sebi malce začutite, kje ste. A ste v ravnovesju, ali ste v neravnovesju, kar se tiče dajanja in sprejemanja. Okay? Jaz vem, da mi lažje damo, kot sprejmemo. Sploh tiste, bom rekla, občutljive, mirne duše, nekako kar ne upajo sprejeti, in raje kar vse dajo. Sprejmejo pa zelo težko, ne vem, recimo, da vam nekdo podari eno darilo. Kako odreagirate? Ah, se ne bilo treba, ne? Kaj pa se sploh oškoduješ? Kaj to pomeni? Da zavračaš, energijsko zavračaš in ne sprejemaš. Energijsko zavrneš to darilo. Ga zelo težko sprejmeš. In si zelo v neravnovesju, ker če ti nekdo nekaj da iz srca, daj sprejmi to njegovo srčnost. Sprejmi jo enostavno. Saj jaz vem, da je to zelo težko, ker določene generacije smo bile pač tako vzgojene in imamo kar nekaj dela, da zdaj to pač predrugačimo, ta vzorec, ampak
dajmo ga predrugačiti čim prej. Zaradi vas. Ne zaradi drugih, zaradi nas. Zato, da boste lažje sprejemali. Potem boste tudi, bom rekla, enakomerno dajali. A ne? Ko boste sprejemali lažje, ko boste sprejemali z srčnostjo, brez krivde, spontano, zelo pomembne so te stvari. A ne? In dajmo majčkeno še na tem področju pogledati, kje smo. A smo v ravnovesju, ali preveč vzemamo, pa zahtevamo od drugih, tudi to obstaja, ali pa preveč dajemo. A ne? Tisti yin ljudje, tisti bolj občutljivi, tisti preveč dajemo. A ne? Tisti malo bolj robustni, samozavestni, ki so bolj pač v tej močni energiji, oni pa mogoče se tudi kdaj spozabijo, pa malo preveč zahtevajo, a ne? Ker je to samoumevno. A ne? Tako da klele moramo majčkeno najprej pogledati sami pri sebi in se seveda soočati in priznati. Nič ni to narobe, da si nekaj priznaš, si na zelo dobri poti in si že par korakov naprej. A ne? In potem samo še switch narediš, nič drugega. Ne? Vem, da je to težko, ampak vaja dela mojstra. No, kako pa bomo zdaj mi to naše ravnovesje ali neravnovesje prečekirali, bomo pa z dihanjem. Okay? Tako da, ker gremo, najprej ponovimo naš vdih, torej začnemo spodaj, skozi sredino in zgoraj, ker greš globoko vdih. Napihneš celotno telo, razpreš in izdih. In še greš vdih, razpreš in izdih. Ok, sedaj pa kar ozaveščaj, ko bomo mi dihali, ozaveščaj, ali imaš daljši vdih in krajši izdih, ali obratno, kar greš vdih. In izdih. In vdih. In izdih. In še vdih. In izdih. Še vdih. In izdih. Ok, malce, ker še podihaš, sprostiš in ozavestiš, ali si imela daljši vdih in krajši izdih. Dajte mi majčkeno napisati, na kateri strani nekako ste, ali ste v ravnovesju, ali imate večji, daljši vdih ali daljši izdih. Zelo vesela bom vaših feedbackov, da malce pokramljamo in seveda potem ozavestite in naredite nekaj potem na tem. Kaj bom jaz zdaj naredila za to? Ok, bom najprej šla v moj vsakdanjik in bom to spremljala. To pomeni, ko bom jaz non-stop samo dajala, pa bom naredila kosilo, pa bom naredila malco, pa bom pospravila, pa bom to. Aha, to pa zdaj pomeni to, zdaj majčkeno spremljate v življenju, naredite eno revizijo in potem delajte na ravnovesju. To pomeni, da če preveč dajete, če gremo zdaj na gospodinjska opravila, ker sem jih ravno omenila, če preveč naredite, ja potem pa zaposlite še koga drugega. Torej, dragi moj mož,
Zelo vesela bi bila, če bi pospravil za seboj. Ne? In s to energijo greste in sigurno ne boste zavrnjene, drage moje dame. Ne? Ali pa ne vem, karkoli že. Ne? Dajte nekako vzpostavljati potem ravnovesje. In ko boste v ravnovesju, boste v dobrem počutju, boste imeli veliko energije in veliko kreative in ustvarjalnosti vam bo ostalo za vaše hobije, karkoli že radi počnete. A ne? Tako da majčken v razmislek danes, malce drugačna epizoda. Tako da igrajte se, opazujte se in seveda delajte na svojem ravnovesju. Takole, pišite mi, zelo me zanimajo vaši rezultati, da malce pokramljamo in seveda mi lahko tudi napišete, na kakšen način boste sedaj iskali vaše ravnovesje. Pišite mi lahko na info@lavitas.si. Drugače pa vas srčno pozdravljam, želim vam, da ostajate v ravnovesju in da uživate vaše življenje. Lepo se imejte in Vitas živjo!